Kako na afero s prisluhi v predvolilni kampanji gledajo podmladki strank, se jim zdijo sporne navedbe v skrivnih posnetkih, ki govorijo o korupciji in trgovanju z vplivom visokih politikov na levi sredini, ali se jim zdi bolj sporen način, kako so nastali. Se strinjajo s premijerom Golobom, da gre za največji škandal v zgodovini Slovenije, saj vpletanje tujih služb v volitve v demokratični državi nekaj nezaslišanega. Kaj menijo o nevladnih organizacijah, o čem se odloča na nedeljskih volitvah, kaj bi v slovenski politiki spremenili in katere so teme, ki so ključne za mlade. Z lideri podmladkov Gibanja Svobode, Niko Podakar, SDS-a, Luko Simoničem, mladi demokrati Anžeta Logarja, Luka Mihalič in Žan Gajšek, predstavnik podmladka SD-ja. Dober večer. Gospod Simonič, kaj je zdaj za vas bolj sporno? Ali vsebina videoposnetkov ali način, kako so nastali? Za vse državljane je sporna vsebina. Jaz mislim, da je žalostno, da se mi danes ne pogovarjamo, kdaj bo začeli preiskovati Zorana Jankovića. Saj, če smo iskreni, to je bila javna tajna. To, kaj se je zdaj razkrilo, že dolgo mi opozarjamo, kaj Zoran Janković predstavlja v slovenski politiki. Ampak gospod Janković se zanika. Seveda, da zanika, se vedno zanika. In tudi prvo smo poslušali, da so bili naredi z umetno inteligenco, danes pa gospod Janković toži gospod Klemenčič, se pravi, da so te posnetki pravi. In zdaj se moramo vprašati, v kakšni državi jaz živim, da danes prihajajo te posnetki. Še drugo, bolj sporno je to, da govorimo o janšistih, čiščenju janšista. To je sporno. Vi morate vedeti, da gospod Golob se včeraj spet na soočenju na 24 ur zlagal, da tega nikoli ni rekel. Danes se je ta teza potrdila. In jaz sem izredno vesel, da imajo mladi v Sloveniji pogum, da se temu zoperstavijo. Zato, ker mi moramo vedeti, če v nedeljo slučajno zmaga Gibanje Svoboda, bodo vsi mladi, ki so aktivno pomagali v tej kampanji, deležni linča na televiziji in tega, kaj je Svoboda sposobna. Se pravi, da ne dobiš službe v javnih podjetjih zato, ker predstavljaš neko politično opcijo. Lepo vas prosim, kam ste mi prišli? Se strinjate s tem, gospodična Podakar, ste šefica oziroma prvi človek podmladka Gibanja Svoboda. Se strinjate s temi obtožbami? V Gibanju Svoboda in v Gibanju Svoboda mladi smo šli v to kampanjo pripravljeni na vsebinsko razpravo, da se bomo pogovarjali o rezultatih pa v viziji za naprej. Namesto tega smo dobili napade botov, mrtve živali na naših plakatih in ja, te prisluhe. Vidi se, da Janez Janša že ima vstr, da mu ni preostalo nobenih idej več, da so mu preostale sam še laži, netenje sovraštva, pa volja do oblasti. In on je v tej sladki volji do oblasti, da bi še zadnjič, preden gre v penzijo, vladal, pripravljen tudi našo državo prodati tujcem. On je pripravljen suverenost Slovenije prodati Izraelcem. Zato te volitve v nedeljo niso samo volitve. To je referendum o suverenosti Slovenije. To je referendum o tem, v kakšni državi si želimo živeti. V državi prihodnosti, kjer se gradi stanovanja za mlade, kjer se gradi prihodnost, kjer bomo mladi rekli, ja, tukaj želimo ostati in živeti. Ali se gradi neko totalitarno državo, kjer, če boste šli na pivo s prijateljem, vas bodo snemali, prisluškovali vam bodo medtem, ko se boste doma med nedeljskim kosilom pogovarjali in če boste slučajno zvečer, ko boste gledali Dnevnik, rekli kakšno čez vlado, vas bodo preganjali. Jaz bi samo to rekel, ne? Naš predsednik je tisti, ki ima hrbtenico, ki si upa pokazati, kaj so te trditve. Gibanje Svoboda pa je prišla na oblast izključno, da brani Zorana Jankovića. In to izredno dobro počne. Mi se moramo tega zavedati. Toliko koruptivnih dejanj, ko je Gibanje Svoboda pripravljena podati pod mizo, je neverjetno. Vse moramo vedeti. Gibanje Svoboda govori, da so 4 leta na oblasti. Ni res. Alenka Bratušek, Marjan Šarec, to so vsi obrazi, ki se samo zlivajo v eno in drugo politično opcijo. In ti vladajo v Sloveniji in ta klientela, ki se je zdaj razkrila, samo dela z mafijskimi posli in kako bojo strici z ozadja srečni, da se nič ne zgodi. Jaz sem izredno vesel, da smo dobili te posnetke in da vidimo, kaj se dogaja v Sloveniji. Ker to je nedopustno in čas je, da državni organi začnejo delati in da enkrat končno rečemo Zoranu Jankoviću dovolj je odpisovanja dolgov, dovolj je tega, da je Zoran Janković kralj te države. Luka, jaz sem se prišla pogovarjati, kako bomo mi Slovenijo naredili boljšo za mlade. Stanovanja, zdravstvo, dostojno delo. Ti si pa začel ven draže najemnine, draže stanovanja. Preteklo si ven potegnil neke druge akterje, so gospoda Jankovića. Če on izvršil kakšno kaznivo dejanje, jaz zaupam v slovenske organe pregona. Naj ga procesuirajo in ne odgovarja za svoje dejanja, če držijo. Za razliko od vas, mi prevzemamo sodno pošto in veste kaj, mi ne hodimo protestirati pred sodišče, pa mi ne žalimo sodnikov, če se ne strinjamo z njihovo odločitvijo.
To je pravna država. Kako boste imeli takoj možnost, kako mladi demokrati gledate na vse to? Ja, tudi sam sem se prišel pogovarjati o prihodnosti, ampak jaz mislim, da je ključno, da mladi vidijo, kaj se dogaja, da so prišli posnetki takšni, kot so na plan, in mislim, da je ključno, da se pogovarjamo o vsebini teh posnetkov. Definitivno ni ok, da se tuje države vmešavajo v demokratični proces države, ampak jaz mislim, da je tukaj ključna vsebina teh posnetkov, da so se vsebine različnih posnetkov tukaj razkrinkale, in rad bi poudaril tukaj, da ravno s tem namenom demokrati Anžeta Logarja ustanavljamo skok po vzgledu Hrvaške, skoka, in mislim, da je to edina opcija, da se bo preganjal tudi tak kriminal, ki smo ga bili priča na teh posnetkih. Delite vi tak pogled? Ja, sami posnetki so problematični iz dveh razlogov. Eno je to, da če je tu res prišlo do vmešavanja neke zunanje države, potem je to zelo kritično za celo Slovenijo in bi se Slovenci mogli vprašati, kdo tu zastopa res naše interese in kakšne interese imajo v Sloveniji tuje države. Drugi aspekt je pa sama legitimnost posnetkov in pa njihova vsebina. Pri socialnih demokratih nikoli nismo imeli s tem problema, ker smo do zdaj še vedno vsakega funkcionarja, za katerega smo ugotovili, da je pač kršil zakon ali moralna in etična načela, nagradili s tem, da je pač moral odstopiti od funkcije. In danes imajo stranke spet priložnost in predvsem podmladki, ker tudi podmladki imajo to moč, da pokažejo znotraj strank, da se takšna dejanja kaznujejo. In če je res to, če so prisluhi resnični, potem je prav, da nekatere osebe tudi odstopijo. Jaz se tukaj strinjam definitivno s kolegom, da je treba preveriti sam obstoj oziroma legitimnost teh posnetkov, ampak jaz mislim, da je na današnji novinarski konferenci, ki smo jo lahko videli v prispevku, župan Mestne občine Ljubljana jasno povedal, da tukaj ne gre za noben AI oziroma kaj je bilo v obliki špekulacij, tako da kar se tiče tega, mislim, da smo dobili danes jasno potrditev na sami novinarski konferenci. Jaz bi samo nekaj dodal, o prihodnosti. O prihodnosti se moramo pogovarjati, če smo zreli za demokracijo. Če je nekdo označen, tako kot smo videli na tem posnetku, ker je janšist, mora iti iz neke službe, ne zato, ker dela dobro ali pa dela slabo. Če smo tak dalec, tem se moramo mladi pogovarjati. Kako naj tisti, ki se danes borijo ali pa kritizirajo vlado, kako naj kritizirajo vlado še naprej, ali bodo zaprti, ne bodo dobili nobene službe več? Kako naj naši člani podmladka, več kot 3000 jih je, še bojo kdaj dobili, če Gibanje Svoboda zmaga? Ali bojo označeni zato, ker so v stranki SDS, da so najslabši in da ne morejo več dobiti službe v javnih podjetjih? Je to danes sporočilo Svobode? To je ključno vprašanje. Kakšno je sporočilo Svobode? Sporočilo Svobode je demokracija brez tujega vmešavanja. Ne za šistov, ne? Luka, ti tako omenjaš volitve, ampak vaša stranka se mora za vsake volitve že vnaprej pripraviti nek izgovor, če bodo slučajno izgubili. 4 leta nazaj so bili problematični žigi na glasovnicah, letos so menda problematična nezakonita volišča za predčasno glasovanje. Kar se pa tiče politikov, ki izvršujejo kazniva dejanja, tukaj smo po Gibanju Svoboda mladi že 1 leto nazaj pokazali, kakšen standard mi zahtevamo od naših članov, od članov naše stranke in od drugih članov, ker smo začeli našo akcijo Kriminalec naj ne bo politik za uvedbo pogoja nekaznovanosti. In smo ga tudi uvedli za vse, razen za poslance. Zakaj? Ker nam vi v SDS-u in poslanci NSI-ja niste bili pripravljeni dati podpore. Se le vprašam, zakaj? Ker očitno vam ni tuje niti sodelovanje s tujim organiziranim kriminalom. Jaz se izredno zahvaljujem, ker to mu izredno dobro uporabljam v naslednjem mandatu. Naša stranka bo te volitve dobila in vse pa gre o predčasnih volitvah, pa se gre o upoštevanju zakona. Tu se ne upošteva zakon. Zato, ker zakon jasno piše, predčasna, se pravi, volišča morajo biti v okraju. Tu se zakon ne upošteva. To je enako, kot če vi imate policijo, kjer je 50 km/h, vi vozite 70, policaj te ustavi, prišel, kaj se je vse v redu, nič ni bilo hudega. Tu se krši zakon in tu se mi pogovarjamo. Zakon je jasen, to bi vi mogli vedeti kot pravnica. In tudi dobro vem, Luka, 69. člen zakona o volitvah v državni zbor je bil nazadnje spremenjen, veš, daj, leta 2021, tako da vi ste takrat odpirali ta člen, pa očitno niste čutili potrebe potem, da podprete. Pa če ni narobe člen, ne upošteva se člena. Danes, čez 5 let, pa pravite, da ni v redu. Zakon je dobro napisan, se pa ne obravnava. Gospod Slak, poglejte, včeraj smo lahko spremljali to razdvajanje predsednikov strank, danes lahko gledamo razdvajanje predsednikov
podmladkov. Jaz mislim, da je zadnji čas, da se v Sloveniji začnemo povezovati in sodelovati, kar sta ključni vrednoti demokratov Anžeta Logarja. In mislim, da je zadnji čas, da se najdejo tudi neki kompromisi in zadnji čas, da se konča tako omenjeno razdvajanje, kot sem ga zdaj izpostavil. Luka, sodelovanje je super zadeva, jaz jo absolutno podpiram na tistih temah, kjer najdemo stične točke. Tudi sam se še dobro spomniš, ko si bil predsednik ŠOS-a, smo zelo dobro sodelovali pri zakonu o urejanju položaja študentov. Takrat si sodeloval z našim poslancem Lenartom Žavbjem. Ne bomo pa mi sodelovali za ceno naših vrednot. Ne bomo sodelovali s tujimi obveščevalnimi službami, niti ne bomo sodelovali s tistimi, ki so pripravljeni za voljo do oblasti prodati lastno državo. Ste jo že? Seveda, jaz vedno znova povem, da za povezovanje in sodelovanje z vsemi tudi sam večkrat izpostavim, da sem dobro sodeloval s kolegom Žavbjem, ki smo znotraj zakona za urejanje položaja študentov uredili kar nekaj področji. Ravno zato sem pa vstopil tudi sam v politiko, ker se mi zdi, da še ogromno področji za mlade in študente ni urejenih in mislim, da smo si jih začrtali tudi v programu demokratov Anžeta Logarja in mislim, da bomo skupnimi močmi lahko izboljšali položaj študentov in mladih v Republiki Sloveniji. Kje tukaj je zdaj podmladek? Ja, jaz ne vem, o kakšnem čiščenju janšistov in tako naprej govori kolega, ker mi smo imeli na naših ministrstvih zaposlene tako kadre Svobode, kot tudi kadre SDS-a in ko se nam je zgodila afera, smo mi takrat, kljub temu, da so bili vključeni tudi vaši ljudje. No, ampak dajmo, ko se je zgodila afera, smo v SD-ju prevzeli odgovornost in odstavili svoje funkcionarje, pa so medtem bili v to afero vključeni prav tako ljudje iz SDS-a in tudi Svobode. Mene zanima, kdaj boste vi sankcionirali gospoda Stačka za dejanja, ki jih je storil med našo afero in kdaj boste vi gospoda Gojkoviča sankcionirali za zadeve, ki jih je prav tako, ko je bil zraven upleten med samo Litijsko. Kdaj? Ko bo pravnomočna odločitev sodišča. Kdaj? Iskreno, dajmo se pogovarjati, ne mislim o Litijski, vemo, kdo je bil glavni akter. SD ima dober slogan, dogovor. In oni vse, kaj delajo, samo dogovarjajo, kadrirajo in to je cilj te stranke. Zato pa je stranka na 5% podmladek, pa na najslabši možni točki v zgodovini vašega obstoja. In to je dejstvo. Danes se kregamo tule o integriteti in o tem, kaj je nekdo storil in prevzemanju odgovornosti. Kdaj boste vi prevzeli svoj del odgovornosti? Vedno. Dobro. In o čem bojo po vašem mnenju, o čem se bomo po vašem mnenju odločali na nedeljskih volitvah? Jaz mislim, če smo danes tukaj kot mladi, predstavniki mladim, jaz mislim, da so najprej mladi prepoznali, da obstaja dejansko, da izbira dejansko obstaja in mislim, da je tudi ljudstvo v Sloveniji prepoznalo, da je konec razdvajanja, da je zadnji čas v Sloveniji za povezovanje in sodelovanje, ker bom rekel, na teh tirnicah, ki je Slovenija že parkrat bila, enostavno tako ne gre več naprej in jaz verjamem v odličen rezultat demokratov Anžeta Logarja. Ampak kdo razdvaja po vašem mnenju? Danes smo bili ponovno priča dveh obrazov. Včeraj, tako kot sem sam izpostavil, predsednikov vlad, predsednika stranke SDS in predsednika stranke Gibanje Svoboda. Danes podobna priča primeru podmladkov in jaz mislim, da je zadnji čas, tako kot sem že večkrat povedal, da se začnemo povezovati in iskati kompromise. Razdvajate? Gospod Logar, ko je bil še v naši stranki, je večkrat sodeloval tudi z levimi strankami, ker Slovenska demokratska stranka je vedno pustila odprta vrata. Recimo 2428 je tudi bilo korektno partnerstvo z SD-jem, projektno partnerstvo in Slovenska demokratska stranka je vedno naredila vlado širine. Je vedno bila tudi zraven leva stranka. In tako bo tudi naprej, razen, če nam uspe seveda sestaviti koalicijo z trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokus. In jaz mislim, da je to pravi čas, da končno v Sloveniji prvič v zgodovini dobimo desno-sredinsko vlado. Meni je fascinantno, kako v demokratih poudarjate to solidarnost, povezovanje, ampak v resnici je to sam neka krinka, ker vi ste stranka brez hrbtenice s predsednikom, brez hrbtenice, niste obsodili teh nezakonitih prisluškovanj, pri čemer seveda lahko prisluškujejo kateremu koli izmed nas kadarkoli. Vi ste v resnici sam SDS, ki je zavito malo boljši papir. Ja. In vaš program je na 3/4 predpisan od SDS-a pa vržen v ChatGPT, da so malo okoli obrnili stavke. Mislim, temu smo že bili priča v preteklosti, tako da se ne bom odzival. Definitivno bi se pa odzval, da smo se odzvali praktično na vse domneve oziroma vse zadeve. Tudi sam sem danes izpostavil, zakaj se zauzemamo v demokratih Anžeta Logarja glede samih presluhov in še enkrat poudarjam, se mi zdi, da bi se mogli malo več o vsebini pogovarjati in sem razžaloščen, da se tudi predsednik vlade še ni dotaknil vsebine,
kljub temu, da gre za župana prestolnice v Sloveniji. Če je župan prestolnice izvršil kakšno kaznivo dejanje, imamo za to organe pregona. Jaz zaupam v njihovo delo in če je izvršil kakšno kaznivo dejanje, naj zanj to tudi odgovarja, ker zakon velja za vse in nihče ni nad zakonom. Kako si vi predstavljate zdaj to integriteto? Recimo, to je zelo pomembno, ne, tudi med mladimi funkcionarjev. Ja, tako kot sem že rekel, če se pač ugotovi in mislim, da celo v političnem prostoru so dovolj že indici, da je šlo za neko resno kršenje zakona ali pa moralnih in etičnih načel in jaz mislim, da je to dovolj velik razlog, da nek funkcionar odstopi iz položaja. Ja, mislim, zdaj je kolegica Podakar omenila, ne, da ko bodo kazensko preganjali oziroma ko bo pravnomočno, kar se tiče vsega postopka, zdaj mi je zelo zanimivo, da glede na to, da je bilo jasno znano, da je predsednik vlade kršil integriteto o tem, o čemer je govoril kolega iz SD, mi je pa zelo zanimivo, da tukaj ne gre v tej filozofiji, kot ste omenjali, tukaj pa enostavno ni bilo tega, bom rekel, odstopa oziroma to, kar so vsi pričakovali in čemur se je predsednik vlade zavezal tudi javno v predvolilnem soočenju leta 2022. Po Ustavi Republike Slovenije ima pristojnost, da presoja, kaj je kaznivo dejanje in ga preganja samo sodišče. KPK pa sodišče ni. V Svoboda mladi verjamemo v te minimalne higienske standarde v politiki, zato smo tudi štartali z našo akcijo Kriminalec naj ne bo politik in mi smo bili tisti motor, da se je po 30 letih uvedel pogoj nekaznovanosti za imenovane in za voljene funkcionarje, tudi za predsednika vlade, tudi za župane. Žal pa ne za poslance, ker pač opozicija ni bila pripravljena tega podpreti. Žal. V Svobodi mladi najboljše krijejo gospoda Zorana Jankovića, najboljšega prijatelja Roberta Goloba in Zoran Janković je lepo v televizijo povedal. Dokler bo on proti politiki Janeza Janše, on nikoli v Sloveniji ne bo obsojen. In to je jasno priznal na hrvaški televiziji in zgodba je tu končana. Zato moramo končno obsoditi gospoda Zorana Jankovića, organi pregona, naj gredo na delo in začnejo raziskovati. Ker to je nedopustno, da lahko en župan ima tak vpliv na našo državo in to vse, kar se dogaja, vse toleriramo. Ali so to prisluhi, ali je to odpis dolgov, ali je to 10%, ali so to stožice. Pa čakajte malo. Bomo enkrat že končali to zgodbo, ali je Zoran Janković edini človek, ki mu slovenska država, slovenska policija, slovensko tudi tožilstvo ne more nič. Luka, res je fascinantno, kako dvoličen odnos do pravosodja imate vi v SDS-u. Se pravi, pri Zoranu Jankoviću zaupate v inštitucije, čakate na njihove odločitve, ko je pa v procesu vaš predsednik, se pa žali sodnike z mafijo, žali se jih po Twitterju, čez da častijo lik Josipa Broza Tita in protestira se neposredno pred sodiščem. Jaz sem že omenil. A je to spoštovanje do institucij? Če bi vi spoštovali inštitucije, bi ukrepali, ne pa da smo se prvi teden pogovarjali, ali so narejeni z umetno inteligenco ali ne, kdo je to naredil. Mi bomo najprej počakali, da bojo preverjali pristnost in ne bomo se spuščali vsebino nekih posnetkov, ki so prikladno izrezani in objavljeni na svetovnem spletu. Ampak replika še in kaj bi vi, recimo, ne vem, če bi imeli možnost, da bi vodili vlado, kaj bi bilo prva stvar, recimo, ali pa kateri so najbolj pomembne stvari, ki bi jih uredili? Poglejte, replika in hkrati to, kar ste me vprašali, pa moram še povedati, da demokrati stavimo tudi na kulturo dialoga, zato ne bom skakal kolegoma v besedo. Omenil sem že skok, ki ga nekako uvajamo po hrvaškem USKOK-u. Tukaj gre za specializirano enoto za preganjanje korupcije na najvišjem organu in jaz sem siguren, da to, kar je kolegica Podakar omenjala, če bi skok že obstajal oziroma ko bo obstajal v naslednji vladi do takih primerov, ne bi prihajalo oziroma bi tožilstvo hitreje ukrepalo tudi v primeru kršenja integritete, katerega je zaznala KPK. Gospa Podakar, prvi ukrep, recimo, ki bi ga, oziroma kaj se vam zdi najbolj pomembno, če bi vi imeli možnost, da vodite vlado, ki bi ga sprejeli? Najbolj pomembno je, da na trg pripeljemo še več stanovanj, tako javnih kot zasebnih, tako lastniških kot najemniških. Pomembno je tudi, da ustvarjamo pogoje, da se v Sloveniji v gospodarstvu ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in tretja zadeva, ki je, nujno je treba uvesti pogoj nekaznovanosti tudi za poslance. Gospod Simonič, vi, kaj bi storili? Stanovanjska jamstvena shema, naj mladi dobijo možnost do kredita, naj začnemo graditi stanovanja, splošna olajšava, višje neto plače, ker to je tisto, da bo mlade zadržalo Slovenije, predvsem poklice z višjo dodano vrednostjo, da ostanejo tukaj, ne da se selijo v sosednjo Hrvaško, Avstrijo ali celo Švico. Druga stvar, decentralizacija. Glejte, jaz prihajam iz Šentilja, moramo vedeti,
Tam smo odrezani, kak je padlo 20 cm snega, smo enostavno bili odrezani od sveta, 3 dni brez elektrike. Pride gospod premier Golob, pove, gledajte, če ste brez elektrike, pa se odselite. Takega premiera mi ne prenesemo, zato ker rabimo človeka, ki bo razumel celotno Slovenijo, ne pa gledal samo na Ljubljano in samo branil svoje kolege. Mi smo zgolj neka stranka znotraj ljubljanskega obroča. Jaz živim na Gorenjskem, na podeželju. In veš kaj, Luka, če meni slučajno, če imam izpad elektrike, jaz sem v drvarnici shranjen generator. Dobro. Kmet je žal ne, mislim, kako bo odgovoril. Gospod Gajšek, kaj bi bili vaši prvi ukrepi, če bi imeli možnost, da vodite vlado? Definitivno odprava neplačanih študentskih praks. To je eden najhujših problemov, ki danes, najbolj perečih problemov, ki jih imajo mladi, drugo pa so seveda stanovanja. Če uspemo rešiti stanovanjski problem, potem smo rešili veliki delež problemov, ki jih imajo mladi danes. Kaj pa vi? Pa končamo. Tukaj moram tole najprej omeniti, kar se tiče neplačanih praks. Trenutna vlada je naredila nov zakon o visokem šolstvu in že včeraj sem slišal od kolegice z Gibanja Svoboda, da bi lahko bile, oziroma je predlagala plačane prakse. Zelo mi je zanimivo, da niso uspeli zrihtati v novem zvisu. Kar se tiče pa bivanja in vseh ostalih zadev, sem pa zelo vesel, da praktično vse stranke vidijo rešitev, tako kot odkar smo začeli Demokrati Anžeta Logarja govoriti o izgradnji novih javnih študentskih domov. Tukaj je rešitev in zato sem siguren, da bo z novo vlado postavljen nov študentski dom od leta 2006. En stavek. Mi že gradimo 2 študentska domova na Brinju pa na Roški. Skupaj bosta prinesla 800 ležišč v Ljubljani. Ni še bila, sigurno še ni bila prva, temeljni kamen še sigurno ni bil postavljen. Ampak očitno bo v prihodnosti, tako kot je prihodnost verjetno tudi vaša, kar se zadeva politike. Najlepša hvala, da ste bili naši gostje, da so lahko gledalke in gledalci slišali, kaj menijo podmladki.